Prejšnji teden je Alma Mater Europeja, Evropski center iz Maribora, objavil lestvico uspešnosti učencev slovenskih osnovnih in srednjih šol na končnih preverjanjih znanja. Objava je dvignila veliko prahu. Pravzaprav ni čudnega, saj je Slovenija država, ki se lahko ponaša s tradicijo tajnih uradnih listov. Slovenska sedanjost je, to vsi vemo, odvisna od skrivnostnih kupcev državnih obveznic. V prihodnosti pa se lahko državljani veselimo tudi arhivov priprtih urad. Ker je javnost podatkov potencialno zmeraj komu škodljiva, je razumljivo, da prej omenjena objava terja odločno ukrepanje. Šole so glede na uspeh učencev seveda lahko različne, morajo pa ostati enakopravne. Enakopravnost pomeni, da se tistih z repa lestvice uspešnosti ne sme spravljati v zadrego s popolnoma nepotrebnim obešanjem rezultatov na veliki zvon. Ne preseneča torej, da se je na objavo rezultatov, ki naj bi številnim šolam naredila nepopravljivo krivico, že odzval sindikat vzgoje in izobraževanja. Vrhovni svizec Branimir Štrukelj je že napovedal tudi možnost tožbe, ki jo bo vložil takoj potem, ko do konca zavije čokolado. Ogorčeni so tudi na Ministrstvu za izobraževanje, kjer trdijo, da je lestvica nestrokovna, nekoristna, zavajajoča, da ne pove ničesar, njena objava pa da je zlonamerna. Kaj torej storiti z nesrečno lestvico, ki ne pove ničesar? Odgovor ministra Jerneja Pikala na to vprašanje je bil kratek. Najbolje bo, da lestvica utone v pozabo, je dejal. Incredible how you can see right through me. Na srečo ima minister z utapljanjem afer v pozabo že kar nekaj izkušenj. Ni še minilo prav veliko časa od tedaj, ko je v javnost pricurljala vest o ovadbi zoper njega in nekdanjega šolskega ministra Igorja Lukšiča. Šlo je za javni razpis, na katerem je njuna matična fakulteta FDV pridobila skoraj 500 milijon evrov za projekt prenove predmeta Domovinska vzgoja. Zaupati izdelavo učnega načrta za predmet Domovinska vzgoja prav fakulteti za družbene vede je seveda približno tako, kot bi izdelavo učnega načrta za predmet uporaba kontracepcije v teoriji in praksi zaupali teološki fakulteti. A kaj bi tisto? Fakulteta za družbene vede je denar dobila, načrt domovinske vzgoje je pa tak, da bo še najbolje, če v skladu z doktrino ministra Pikala utone v pozabo. A vrnimo se k aferi z objavo lestvic uspešnosti učencev slovenskih osnovnih in srednjih šol na končnih preverjanjih znanja. Kot rečeno, so se politiki in sindikalisti odločili napeti vse sile za prepoved takih in podobnih zlorab. Če ni športno med seboj primerjati niti uspehov šolskih ustanov, je tem bolj krivično delati primerjave med učenci. Prav zato je zelo verjetno, da se bo zgodilo, kar je sledilec z imenom Follower objavil na Twitterju. Zapisal je namreč, da SVIZ resno razmišlja o možnosti, da bi bili letos tudi zlati maturanti zakriti, predsednik Borut Pahor pa bi zanje priredil tajni sprejem v Kočevski Reki. Zamisel je seveda vredna vse pozornosti, saj prispeva k večji enakosti med mladimi. Seveda pa ne bi bilo prav, ko bi te čarobne skrivnostnosti ne razširili še na druga področja. Eno teh področji so denimo volitve, na katerih objava rezultatov spravlja v zadrego kandidate, ki dobijo malo glasov. Veliko bolj pravično bi bilo, ko bi izvoljeni predstavniki ljudstva ostali neimenovani in bi svoj mandat v državnem zboru preživeli pod krinko. Si predstavljate, kakšno olajšanje bi bilo spremljati parlamentarni program, ko bi naši najljubši poslanci in seveda poslanke razpravljali škrnicljem na glavi. No, edino pri Evi Irgl bi lahko naredili izjemo.